področje vejo, da je dejansko lahko sonaravna hrana zdravilo. Naprimer, primer, če človek da pod jezik seme in se to seme prepoji z slino in ta rastlina zraste in razvije proti telesa, ki potem ozdravi telo, ko človek uživa to rastlino. In dejansko je sonaravno pridelana hrana je zdravilo. Seveda, če poznamo te procese pridelave oziroma kako z njo ravnati. Osnova tudi, da vemo, kaj sploh človek je. Človek ni le fizično bitje, ampak je predvsem energijsko bitje. Že dolgo ni več skrivnost, da naše telo, fizično telo, obkroža tudi energijsko telo. Po enih teorijah ima 3 plasti ali pa 4. Nekako prva plast je bila ta eterična plast okrog telesa, ki človeku zagotavlja to fizično, to energijo za delovanje. Astralna plast bi mu zagotavljala to čustveno energijo in tudi zamisleno delovanje. Kauzalna plast je pa fina eterska plast, ki ga povezuje z nezavednim. In če mi to vemo in potem jemo osiromašeno hrano, te plasti našega telesa niso nahranjene, niso zadovoljene in prav to je vzrok za številne bolezni, ki so po konvencionalni metodi zdravljenja neozdravljive. Kot energijsko bitje potrebujemo, se pravi, živo hrano, živo vodo. Živo vodo, v Sloveniji moramo vedeti, da imamo, smo vodnata dežela. Ogromno žive vode imamo, teh vrelcev, teh studencev s to živo vodo in to je potencial, ki je neizkoriščen. Potrebujemo tudi zgodbe, rituale, vse, kar nas prizemljuje, nas povezuje s svojimi koreninami. Na tak način spet vzpostavljamo stik s seboj z naravo in okoljem. In sicer pomen simbolnosti za človeka. Zakaj je človek sploh posega po teh, lahko bi se dovolil prehrano samo na način, da pač gre po naravi, od trga, kar pač rabi, ampak ne. To je v bistvu bistvenega pomena za človeka tudi ta simbolnost in kultura. Ker človeka to predstavi v področje mističnosti in človeka tudi povezuje z naravo. Že stari Kelti so to dobro vedeli. Preslikavali so simbole iz neba in jih opazovali v naravi in jih vnašali v svoje vsakodnevno življenje. Tukaj sem navedla samo nekaj simbolov, še iz paleolitskih časov, tale špirala, pojavlja se na potici, krog kot simbol večnosti v teh venčkih. Vemo, različna venčka se za velikonočni čas. Križ recimo kot simbol stičišče, krščanski tudi seveda, pa tudi stičišče preteklosti in prihodnosti. Dvojni križ je varoval pred strelo. Roža, roža življenja, motiv, ki se pojavlja, so ga v modelčke za puter, za maslo dajem, za sire. Pojavljajo so se na portalih vrat, na skrinjah, na vezeninah, v cerkvah. Skratka, to so simboli, ki so človeka povezovali z naravo. Človek se je zavedal, da je povezan z naravo, da je odvisen od njene darežljivosti, da je odvisna njegova eksistenca. In vse to nekoč so dosti bolj vedeli, da smo povezani z naravo, da smo del narave. Ključno je pa za današnji čas je pa to, da smo odrezani od narave in prav zato nastaja cel kup enih težav, ki se jih mogoče iščemo na napačni strani, ampak je čisto enostavno. Čakajte, sam še tole. Potencial, ki je neizkoriščen, so zgodbe. Hrana in zgodbe grejo skupaj. Kdor se ukvarja s hrano, ne bi pripovedoval zgodbe. Zgodbe na vsakem kraju je dovolj. Kako je prideloval hrano, kaj je tukaj ta svetnik, una legenda, miti, skratka, zgodbe so neizkoriščen potencial in to je z roko v roki, ne bi šlo to s hrano in s turizmom. Prav tako lepota. Slovenija je zelo biotsko najbolj med raznolikimi državami na svetu. In ta lepota, ki jo doživljamo in raznolikost v naravi, to
območje tega čustvenega, intuitivnega, ki se preslikava na človeka kot energijsko telo in naprej na fizično. In ta lepota je tista, ki harmonizira telo in tudi zdravi. Zato je Slovenija tako zelo pomembna in med redkimi državami, ki ima tako pester biotski sistem. Malo hitro štove. Naj opozorim tudi to kot oblikovalka, v bistvu mene plaši to. Človek posega v urbano okolje, ampak povezanost krajine, naše kulturne dediščine, tudi kar se arhitekture tiče, me plaši, da ne bi s našimi posegi izgubili identiteto, kar se tega tiče. In to je v bistvu naše javno in skupno dobro. Leta 2012 je nastal en skupni projekt, moj pa moje družine, ki se ukvarjamo z lesom, miznica. Do takrat tega pojma ni bilo, od takrat naprej smo mi to začeli razvijati, les in hrana, les, ki hrani. In smo naredili izdelke, ki so iz etnološke zakladnice, smo modificirano modernizirali in naredili produkte, ki se tičejo kulinarike, miza, klop sodobna, notranja, staroslovenska skrinja, skratka vsi elementi, in to je za nek vrhunski nivo serviranja hrane ključnega pomena. In vsako leto nastajajo še vedno novi produkti. Slovenija itak na 57% gozda je potencial, ki ima velik potencial. Miza je pa itak prostor srečevanj, prostor identitet, sinergija na mizi, orehova potica, orehov les, ni lepška, kot na pilici leseni postrežen, klobasa, ali pa potička ali karkoli. Skratka, naravna hrana, potem voda in zgodbe je neizkoriščen potencial, ki še čaka, da ga vključimo v našo turistično ponudbo. In sonaravni kmet pa pobliz prihodnosti. Ampak kmet, ki je duhovno prebojen, ki je vpet v svoje kulturno okolje, ki bo tudi branik kulture in tradicije, ta kmet bo znal pridelati hrano, ki človeka zdravi in ga tudi mu vrača vitalnost. In to je tudi v bistvu pomembno za obstoj posameznika in tudi za obstoj celotne družbe. Hvala lepa.